Srečno, lega. V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen, opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroën. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Med rudarji. V tokratni oddaji bomo spoznali zanimivo življenje rudarja, rudarskega tehnika tudi, Voja Vračeviča. Dobrodošli. Hvala. Moram reči, da snemava v res prijetnem okolju gostišča oziroma picerije Čebelica, ki jo že dolga leta opravlja vas sin Matej. 27 let. Je pa res, da je danes torek in ob torkih ne obratujejo. Sicer so pa zdaj takšni časi, da obratujejo samo naroči, prevzem ali pa dostava na dom. Na dom, drugega neč. V redu. Greva malce midva nazaj v tista vaša najbolj zgodna leta. 43. leta ste se rodili v Bosni. Kje? V kakšni družini? 43. leta sem rojen v Milinem selu 31.5., to se pravi 43. leta. Kje pa je to? To je 27 km od Lukavca proti Ozrenu. Rudarskega Lukavca. Ja, Rudarskega Lukavca proti Ozrenu. Ampak vaše rojstvo je bilo zelo, zelo žalostno, ne, na nek način. Na to bom tako na hitro povedal. Rodil sem se 43. leta. Ata je šel v partizane. Tisti dan je pa prišel Nemci, pa ne vem, ker so drugi, ko smo mogli bežati, zapustiti svojo vas in so prežali proti Ozrenu. Mama je imela 5 otrokov, ta 6 sem jaz bil v trebuhu. Po poti je pa dobila pač popadke, kot se reče, ne, in me je rodila, popk zvezala, v lise zakopala, coto zavila in je bežala naprej s tem 5 otrokom. Drugi dan, ko je pa prišla, pa je še najdela živega, da sem dihal. In me je vzela pa domov nesla. To je pa res izjemen primer. Izjemen in težk primer. Potem 44. leta sem shodil, pa so spet prišli Nemci, pa je mogla kuhati, pa se je sneg tajal, bila je mrzla zima, jaz sem pa v vodi ležal, sedel, ni me smela pobrati in sem jaz... Nemci niso pustili, ne? Nemci niso pustili. In takrat sem pa jaz nehal hoditi. Za dolga leta? In to jaz sem shodil v 5 let sem bil star, v ta 6 sem shodil. Prej sem pa skozi pusečke na nogi, na koleni. A si vi svojega očeta sploh spomnite? Ne, 2 leti sem bil star. Ki je prišel ata domov iz? Ata je prišel 45. leta domov, pol pa tista tuberkuloza, tista pač bolezen, so dobili, vsi smo preboleli tisto bolezen. V 2 mesecih je ata umrl, 2 brata pa sestra. 3 smo pa stali, pa mama preživeli tisto tuberkulozo, tisto bolezen. To je bilo verjetno za tiste čase, tudi danes je to hudo, takrat pa verjetno še toliko bolj, ker je bila revšna, ne? Mi smo bili tu krevni, da nismo imeli ni vode, smo hodili v graben po vodo, doma pač tam po 1-2 km, pa 1 km po vodo smo hodili. Drva ni bilo, nismo imeli kaj jesti, nismo imeli kaj, nič nismo imeli. Tudi zemlje niste imeli? Nekaj smo imeli, samo nismo imeli s kom obdelavati. A živeli ste pa v hiši? V hiši, tisti hiši leseni,
ko je stala do 71 leta, pa so jo pa podarili, ko so vrati drugo vajte naredili. Kaj se pa spomnite iz tega zgodnega otroštva? Se spomnite kaj bratu? Mama recimo, ko vas je rodila, je bila stara že 43 let. Nič se ne spominjam, jaz sem samo pol naprej, ko sem prišel v šolo, začel hoditi. Kje pa ste šolo najprej V začeli? naši vasi je bila. Pač, 4 leta? To je bilo, to se pravi, 43, tam 52 leta je pa šola naša začela. Torej ste šli, Sem šel v 4-letno šolo tle v Milnem selu, potem sem pa šli pa v Turju, takrat 2 razreda smo naredili. Potem sem pa 58 leta, ko sem naredil tista 2 razreda, moja mati je prinesla en časopis, da je rudarska šola upisuje Zagorje ob Savi. išče rudarje, mlade fante. Išče mlade rudarje v šolo. In jaz sem takrat mami to napisal, poslal in sem jaz dobil, čez 14 dni sem dobil odgovor, da sem sprijet. To ste pisali v Zagorje? V Zagorje. Aha. In ste to mami potem pismo, je mama znala brati? Mama ni znala brati, jaz sem mami prebral, od takrat je moja mama kar jokala, ko je tukaj se bala za mene, ko bom šel v Sloveniji, pač ni vedela, kam grem. Jaz pa nisem vedel, kaj je štrom, kaj je vlak, kaj je to, nič nisem vedel. In 15. avgusta, ker šola se je začela 1. septembra, jaz sem šel pa 15. avgusta prej. To ste šli peš do Lukovca? Lukovca peš. To je bilo koliko? 27? 27 km. Peš. Peš. Z vlakom do Doboja, pa presedel, pa Zagreb, pa iz Zagreba sem spet presedel Zidarni most, iz Zidarnega mosta sem šel pa za Zagorje. Kako ste bili takrat oblečeni? Verjetno zelo skromno, ne? Sosedi so mami pomagali malo, da so mi dali ene take čeveljče, pa hlače, pa majico eno, pa leseni kočk sem tak jemal. Pa ne veliko notri, ne? Neč, tukaj da sem ga imel seboj. Vlak ste tudi prvič... Prvič sem videl vlak, prvič železnico, vse sem prvič videl. Sam meni je dala narava, da sem se zmeri v življenju znajdel kot otrok, pa kot odrasli, pa tudi narava. In ko ste prišli na Zagorsko železniško postajo, je že takrat... Ko sem prišel jaz na postajo, nisem vedel, kam moram iti. Pač vprašal sem na srbo-hrvaško. Seveda, slovensko niste znali. Slovenci so se znali, ko se so do šolo učili, vem. In so rekli, šola je v Zagorju, vi nimate kaj v šoli iskati, vi greste v Kisovce internat. Naselje na Šahto, točno tega nikoli ne bom povabil. Mimo grede tam, kjer ste še zdaj doma, blizu, ne? In v resnici pa zdaj tudi tam skozi. In sem jaz prišel Kisovci, iz Kisovca sem pa šel proti internatu, proti Šahtu. Ste kaj vprašali koga, kje je? Vprašal sem tega podjeda. Aha. Ja, kot je njegov sin, ko je kure futro, sem vprašal, so rekli, sam gore ni 300-400 metrov pa internat. Prišel sem v internat, je bil pa Kločič Otone, ko še zdaj živi, 10 let starejši od mene. Pa je rekel, sine. Sine? Ja, sine mi je rekel, ko pa ti? Pa sem mu povedal po pravici. Pač sem prišel prej, nimam doma kaj pač jesti, ni piti, ni tega. Vse sem po pravici povedal, ko da pogledal. Me je rekel, tukaj boš spal, mi je dal sobo, posteljo, pa tle boš malo travo pucal do 1. septembra, pa boš se preživel tle pri nami. Pa je bilo takrat že kaj v internatu drugih? Polovica so bili na dopustu, polovica jih je pa ostala na šihtu, pač, tako smo imeli narejeni. In ko je bilo pol, jaz sem to res naredil, bil sem priden, v Bogu sem, frašiče sem futro, tu pomagal, kuhar sem, ne. In 1. septembra mi gremo v šolo. 130 nas je bilo, sam Bosanci pa Slovenci. Kako, polovico? Kako? Več je bilo Bosancov. Več iz Bosne? Več iz Bosne, kakor ni bilo tudi ni Hrvatov, ni Šiptarjev, ni Srbijancev, nečim bilo, samo to smo bili. Pretežno samo iz Bosne? Samo iz Bosne pa Slovenije. In ko so pa me so poklicali Vračevič, grem kja, komisiji, ko je bila, me niso sprijeli, so rekli, vi ste tukaj švoh, vi ne morete biti rudar. Lepo na srpskem je povedal, ko je vedel slovenski zastopnik, da lahko grem domov.
To pa zato, ker ste bili... Švo, jemal sem, točno 38 kil sem jemal. No, 15 let star sem bil, 38 kil, pa tako mehen sem bil. Moja sreča, spet sem prišel, pa je Klopčič Tone bil takrat dežurni, v internatu bil, pa mi je rekel, sine, ko pa je? Jaz sem rekel, domov so me poslali, da sem švoh. Jemal motorja Java, nikoli ne bom pozabil, ko je imel tisti zaščitnik spredje, ne? Naložil me Kolencu, direktor je bil do Kolenc Dušan. Ki je bil tudi župan. Ko je bil tudi župan in ko je bil tudi predsednik Čebelarskega društva Zagorje, tega društva. In pa pravi, neki sta govorila, nisem zastopil, sam to sem zastopil, ko je rekel, ko? To se pravi, če češ ga imeti, vzam ga, pa pej ga v internat, jale. Če je 100, ne bo 101, ker 100 vzeli, 30 so pa domov poslali. Drugi dan me je zrihtal zdravstveno, peljal me v Zagorje, doktorju Kolauti, je bil pač glavna medicina doktor, njegova žena je pa bila šefnja bolnice, ko se je v Zagorju ležala. Ki je bila še bolnica v Zagorju. Bolnica še ležala. Zdaj je samo zdravstveni dom. Ja, zdaj je samo zdravstveni dom. In so rekli, doktor je rekel, ta bob ne šibolan, ta je sam podhrajen, dajmo ga dati v bolnico za 2 meseca. In so tako naredili in sem šel v bolnico. Kadar sem mi pasal jesti, jaz sem samo pozvonil, oni so meni prinesli jesti. Tukaj sem bil podhrajen. Pa se kaj spomnite, kaj so vam nosili za jesti? Kar je bilo, kruha pa, zdaj take stvari ni bilo, tudi ni bilo tudi bolnice mengo, ali sem jemal, zdaj sem se kruha najedel fajn. To je važno. In, ko sem pa šel iz bolnice 2 meseca, jaz sem viden, obraz je takle, viden rast. Ampak, potem je bil pa problem, ne? Pa je bil problem, kako zdaj šolo, ne? Kako se boste oblekli, ne? Če so premehno. Ja, nešče ni bil skor. Tiste hlače pa tako. Ko če me polje. Pa meni pride Klopčičev Tone in rekel tako, v razred bo šel, ker so bili razredi 3, 2 mešana, eni pa sami Slovenci. In to je Brnik Franc je bil sam v tem razredu, Sakrško Polje pokojni, to je bil v tem razredu bil jaz. Ker mene polje niso več klicali Vojo, Franca. Franca smo klicali, sam jaz sem bil tudi za 2 Francom. In zdaj pa, jaz sem šel pa je rekel, Ahačiču, lepo prosim, dajte mu pomagajte, da bo tu šolo naredil. Ko sem tu 2 meseca zamudil. Ampak najprej se je bilo treba naučiti slovensko, ne? Je bilo težko? Se je bilo težko, veš, da je bilo težko. Mene pokojni Guna, učitelj slovenščine, je spraševal tam v razredu. Rekel, jaz prehiter narekujem, pravi, ne. Je rekel, Vračevič kar naprej piše. Pa pride men, on je rekel klicaj, jaz sem pisal klivicaj, on je rekel vejca, vse tako je zapisal. Nisem vedel, pa še latince nisem. Vi ste znali samo čirilico takrat? Samo čirilico, pa še latinco se. Hvala Bogu, to je šlo vse, to pa res. Mimo grede so vas lepo slovenski sošolci sprejeli? Mene so tukaj lepo sprejeli, jaz sem rekel, zmeri imam srečo. Mene so sprejeli in sošolci lepo, lepše ne more biti. Pol nisem več jaz imel kaj za obleči. Mi smo dobili nagrade, da smo 5-krat lahko šli v kino. Točno, nikoli ne bom pozabil, 5-krat. V Kisovec? V Kisovec v kino smo šli. Ker je šel, sem rekel, tukaj smo dobili. Pol pa jaz pa grem pa temnemu Obreza, ko je bil partizan, borc, po Bosni je tudi bil. Oče od Mirkota. Oče od Mirkota, pa od Lojza. Pokojnega Lojza. Pokojnega Lojza, njegov oče. Pa sem jaz njemu po pravici povedal, kako je z menoj. Nič nisem lagal, nimam. In kaj ste mu povedali, da nimate? Nimam ata, ata mi je bil partizan, nimam, mama mi je še tisti bila takrat še živa, brata noben ne dela, nimam kot dobiti, nimam mi kot poslati. Če je kak možnost, da jaz kaj naredim, da kaj dobim, vsaj da se oblečem, drugega neč. In mi je lepo rekel, pop, da imaš šolo, in sem rekel, zmeri zjutraj.
vsak dan boš prišel k meni od 4 naprej, da boš, pa sem pomedel Štajgersko, spucu, iz Kisovca je bil pon takrat narejen, da sem v lesenem vozičku pripeljal drva, pripeljal premog, da sem zakuril take stvari in potem sem jaz začel živeti normalno, obleko sem. Vsakega 15. Kakor rudari sem jaz šel po Colingu v kopalnico, se reče vaš Havale. Tam, kjer je zdaj bila od Vidmarja trgovina prej. Tam je bila tega. In tako da sem jaz tam začel lepo živeti. In potem ste si sami kupovali oblačila. Obleč sam. Ste šli kje v Trst mimo grede? So takrat že hodili kje v Trst? Ja, nisem, Ne. nisem sploh vedel, kaj je kakva stvar. Ste tu kupovali? Tukaj sem si kupil obleko. Ampak potem je bil prvi letnik zaključen, ne? V prvi letnik sem je zaključil. Ali vmes mi je pa mama umrla. Ampak to vi niste vedeli, ne? Nisem vedel. Vi ste med počitnicami se odpravili Domov, da grem. Prve Ampak poti. že to je bilo zanimivo. V Lukovcu ste šli iz vlaka dol. In srečam soseda. Aha. Zdravo, Vojo, rekel zdravo. A vas je prepoznal? Prepoznal me prej. Rekel, a veš, kaj sem naredil? Sem rekel, ne vem. Je rekel, včeraj smo mamo pokopali tvojo. In jaz nisem mogel več nič govoriti. Jaz sem šel naprej, da bi šel za Puračič, sem šel za Doboj. Ste skrenili? Ja, sam mislil sem na mamo, kako to moglo biti. In sem jaz enega človeka srečam, jaz rekel, ajde rekel, pot, ta cesta, rekel, za Puračič. Rekel, ne, rekel, vi greste za Doboj, kar nazaj, pa spet se obrnite, rekel, samo do noči boš težko prišel. In sem je šel lepo nazaj, pa spet, pa do Puračiča, pa domov. In brata sem najdel mojega, ko je služil v vojsku tudi. On je bil doma, njemu so poslali, on je dobil. Se vam so tudi poslali, ne? Ne, so tudi poslali, ali je prišel nekaj vmes, ne morem zdaj reči, glavno moja pošto ena prebrala, ena gospa, ne živi v miru še zdaj, ali glavno jaz nisem dobil pošte. Vam pa ni povedala, da je Mama umrla. Mama umrla, ne? Mama umrla. In pa drug brat je bil pa doma. Drug brat je bil ko pri vojaki, pa ta brat, ko je ostal. Kako pa je bilo takrat za vas, ki ste nekako popkovnico zgubili, mamo? Bilo je hudo. Sam nisem imel kaj drugega, kakor nazaj v Sloveniji. Koliko časa ste pa bili takrat? En potem? teden. En teden. En teden. In potem spet nazaj? So mi pa pokazali sliko, da je vsak dan jokala za menoj in da je mogla, ne vem kako je, da je kri zalila, da je takole držala, da je kri zalila in mojo sliko imela tudi pri sebi, pri srčku in je pol slike moje krvave, takrat, ko sem jaz tisto sliko poslal. Sam, kod je slika, nima pojma. To je spomin na mamo. To je spomin na mamo. In potem ste šli vi nazaj v Potem sem Slovenijo. prišel nazaj spet v Slovenijo. Naredili vse 3 letnike, ne? Ja, samo nisem šel nič več v Bosno na dopust. Nič več, ne? Sem šel enemu prijatelju v Bosanski Novi, njemu sem hodil na dopust, on so bili večkrat bolj. Ne pa več domov. Ja, domov pa nisem šel več. Ja, brati niso več, da on je prišel z vojske. In jaz sem naredil rudarsko šolo. Kdaj ste šli pa prvič v jamo? Prvič v drugi letniku. In kako se je bilo srečati z jamo? V redu. V Kisovcu? V Kisovsko jamo smo šli, Mandels Franc mi je bil inštruktor, on me je imel zmeri. Aha. In sem bil delal sam, ubogo sem, pridn sem bil, sposoben sem bil za vse. Spomnite se pa tudi mojega pokojnega strica Slavka, ne? Ko sem jaz začel, ten teden, ko sem začel delati, pa sem moral iti jaz v delavnico. V Kisovec, ne? Jaz sam nisem pač poznal nobenega tam knapa. In pridem jaz in v tale mi je Slavko rekel, sine. Tudi sine. So sine, kakor Tone Klopčičev, kaj je sine? Jaz rekel, tako pa tako sem prišel tle, rekel, za kovačnico, da nisem škire so takrat klepali, pa brusli nam je. Je rekel, se moraš tam je delavnica za to, pa pravi, pa spet drug dan, potem se pa mi dobimo v Teksasu, v gostilni. Jaz sem šel takrat v gostilni z eno moj, pa prav, tako je rekel, sine dragi, 4 leta je rekel, bom še tlele, ta stanovanje boš ti dobil. Kako? Rekel, mi dva ženo bomo začela bajto delati. Takrat sta imela hčerko Slavico pa Ireno. Ireno sem imel, 2 punce so imeli takrat. In
Ni bilo, to je bilo 75. leta. 65. Mislim, 65. leta. Novembra za Dan Republike. Dan Republike so šli klad. V Teharje, ja, Ja, svojih sorodnikov. so šli klad prašiča. In takrat smo pa slišali, da je bilo nesreča. Pa še enega Srbijanca, žena je takrat umrla, ne vem, kako se pisalo. Umrli so pa vsi. Slavko, ne? Slavko je umrl, Štefan, oče njegov in njegova hčerka Irena. Tisti, ki so bili skupaj, zdaj so vsi bili mrtvi. Tako da jaz Slavkota, ne vem, ne morem ga pozabiti, ko je on meni hotel dati nekaj nuditi, pomagati mi. In njegovo ženo še zdaj, jaz ko srečam, jaz jo potiškam, moja žena glih tako, ona je bila dobra za nas, še dan danes. Fanika, ne? Fanika, ja, od njega žena. Tako. Ko sem pa jaz šolo naredil, 22. julija, moja Marina naredila osnovno šolo, jaz pa rodarsko, Marina je bila še 4 meseca manj, je bila stara 15 let, jaz pa sem bil star 18. In smo se 22. julija, ko je šla za ata po salamo v Teksas, takrat ni bil salami v trgovini, dobiti ne vem koga, le. In smo se spoznala. Ona mene tisti teden zmeri, jaz sem šel popoldan, čakala. Jaz sem pa živel v internatu, ker ni bilo placa v samskem domovu, ne so nam dali internatu, nas je bilo 4. Tudi po šoli, ne? Po šoli, ja. Pa mene pa kličejo, da imajo plac za mene v samskem domu. Poj pa pravi Marina, mama, Vojo gre v Zagorje. Ko sem šel mami, prvo poprašal za hčerko, strinjala se ata, strinjala mama. Pa pravi mama, kaj pa če bo on pri nami ostal? Smo imeli tiste rudniško stanovanje, Ja. 19 je bilo v stanovanju, v 42 kvadratov. Ali smo bili knapi bolj, vsi. Smo se zastopili In vi ste kar za ta mladega prišli. in takrat za ta mladega sem kar so skozi. To se pravi, drugi let bo 22. julija, bo točno 60 let skupnega življenja. Skupnega življenja. Ja. In seveda, vas je še potem čakala vojska, ne? Mene je čakala vojska, jaz zdaj nisem vedel, a me bojo, neče me niste vklicali. Ponovadi, star si bil 18-19 let, so te poklicali, ne? Na Štilongo. Ja, da greš. Jaz sem rekel, Marin, jaz rekel, mora biti, da smo me pozabili dole v Bosni. Rekel, mora biti, da smo v Sloveniji tudi pozabili. In me pokličejo 66 leta. To se pravi, 23 let sem bil star. Lazo, verjetno. Lazo Grujič me poklical. Sem rekel, kam bo šel, rekel, Kragujevec. Rekel, Lazo, rekel, ženo nosečo imam. Bila pa že noseča. 3 mesece. 3 mesece. Koliko je bila stara takrat? Takrat je bila stara 19 let. Aha, sta počakala potem na polnoletnost, ne? Čakali smo vse, pa prav, Vojo ne more. Potem sem šel v Kragujevec, potem sem šel 21. marca, potem so me dali v Čaček, so me dali na kurs za desetarje, sem tam naredil, decembra meseca sem dobil tisti nagradnega, en teden, ko sem bil odličen v šoli, tam na kursu, tako da sem jaz 23. decembra ima vojska imela dan Jugoslavijske narodne armije. 23. 22. Ja. In pravi ona meni, da moram, dobil sem tisti objavil, jaz pa rekel, druže, kaj pa ten drug dan. Rekel, dajte me puste, rekel. Če grem zdaj, se veste, rekel, žena je, da ne bo nešja, puste, da grem za nov let. In so mi dali, objavo so strgali, da sem šel za nov let, tako da ta mala bila stara 2 meseca, sem prišel jaz. Na dopust. 2 meseca je bila že stara. In takrat ste jo prvič videli. Iča, ne? Marina. Marina. In mi smo rekli. Marinka. Marinka, ali Inče je kliče v nezmeri. 66. leta se je rodila, ne? Ja, 66. leta se je rodila. Ampak je bilo verjetno težko potem nazaj, ne? Ni mi bilo težko to, ker je vedel, da je v dobri rokami. Da je mama skrbela, ata skrbel, mamica je bila pridna, tako da nič mi težko je bilo, te otrok. Ali, če imaš enega v dobrih rokih, nimaš skrbi, da ne bo lača, ne bo to in ni me ne skrbi. Koliko časa ste pa še bili v vojski potem? 18 mesecev. Do septembra, 23. septembra sem bil. Že pa je skoraj leto dni stara. Ja, sem prišel iz vojske iz Beograda, zjutraj Marina je bila na šiht, pridem jaz na vrata
Ona v cimru je ležala, pa pravi mama, in če ati je prišel, ta mala vstane, pa nazaj vstane. Takrat sem se pa zjokal. Ni me poznala, ni vedela, kaj sem zen, pa je prišla pa k meni. Aha. Sam to hočem reči, to si imamo pa tudi problem, ko me v jami zasul, 63 leta. To je pa že po vojski potem bilo, ne? Ne, pred vojsko. Pred vojsko mene, ko sem 61 sem začel delati, 63 me je pa zasul. V Kisovcu. V Kisovcu, ja. Kako je bilo to? Hudo. Kako se je zgodilo? Se je Mi kaj smo vedelo? kopali, to se reče, po glavni sem bil, ko je zračenje gre, prišti zrak gre tlele, čelo zrači, pa nazaj. In jaz sem v tistem oddelku delal, drugi so bili pa na stran do drugih, to je čelo bilo 40 metrov širina, čela širina. Kar naenkrat se je vsul, jaz sem se stisnil, takole v steno, to je letel, to je grmel, ne moreš misliti, v grdoču se ponov. Jaz vem, kako treba knape ofnavati, ko so tudi ofnavali, samo ker ljudje so šli s polno paro, da so me 3 ure, 2 menili, niso prišli do mene, pa so rekli, zdaj pa se več ne mudi, ker Do kam vas je pa zasulo? čist nič mi niso bili, niso prišli do mene, so Kaj čist pa- v glavo, vse. Sam jaz sem se stisnil in je bilo tukaj štokovja, da sem dobival kisik. Ni bilo tiste šote, Ni bilo tistega drobiža, sam štokovje. Poškodovan nisem bil velik. Samo malo na roko, pa to sem dolgo, ko sem se stisnil v steno. Kaj pa panika? Vas je bilo kaj strah? Kaj bo? Takrat človek ne more nič vedeti, kakva je panika. Takrat v tistem momentu nimaš kaj tuhtati. Ste se kaj ustrašili za življenje? Nisem tukaj, Ne? nisem bil kraj, nisem se, ne, v tistem momentu ne moreš vedeti, ne moreš. V tistem momentu je tako, kar bo, pa bo. Vse se je kot takrat, če bi bila televizija takrat, da bi prišli pogledati, ne bi mogli verjeti, da en človek preživi v tistem vzroku. Ne bi mogli verjeti. In kako so prišli do vas? Počas odkopavali, Pa ste to slišali? pa so prišli do mene. Ste to slišali? Slišal sem, ko so že bili proti, so prišli 4, 5 ur, v 6 uri, ko so rekli knapi, da so me bolj prišli do mene. Ste se Nič kaj ni jedel, oglašali? Ne. Ste se kaj oglašali? So vas slišali? Slišal sem prej, od začetka pa ne. Kaj pa z začetka, to je bila kopica taka, tam je bilo 6-7 kubikov bilo, zdaj pa treba to vse na roke, v to umikati, to ne moreš z lopato, pa ne vem, ko je to bilo stisnjeno. In potem so vas prišli do vas Prišli in so, ste jih zagledali? jaz sem zagledal, oni so mene zagledali, so tukaj bili bolj veseli nemarni, kot jaz, ko so prišli do mene. Kako so vas pa potem, so vas naložili na nosila? Imamo nosila, imamo daljne nosila. En teden sem bil doma, pa sem šel spet nazaj. Ni bilo nobenih poškodb? Ne, ni bilo poškodb. Kaj pa je kaj straha ostalo? Ni. Kaj pa Marina doma, žena? Marini niso nič povedali. A nič? Niso nič povedali. Ni nič vedela? Nič vedela. Takrat Marina še nismo bila žena, samo smo bila skupaj, Aha, samo skupaj. niso nič povedali. Ni brata, ona je imela 2 brata v jami, pa očeta. Pa niso nič Noben povedali. nič ni povedal. Noben nič Pa ste ji vi povedali? Potem, ko sem prišel, pa sem povedal, kakva je bila situacija z menoj in je lepo vse, sam rekel, da si zraven mene. In vas je en teden crklala, ne? Crkala me, bolj ni mogla. Ja, tako je to. Tako je bilo, ne? Ja. No, potem ste bili v vojski in prišli domov. Kako je šlo pa potem naprej vaše delo? Ste kaj napredovali v rudniku? Jaz sem v rudniku kar se dal napredoval, kot en kopač, to se reče kvalificirani kopač, ko sem šolo rudarsko naredil. Sem prvo bil kot navadni kopač, potem sem pa šel za progo, samostojno progo delo, potem sem bil gospodar čela, to sem bil potem skozi, no, pol 74 leta je pa prišel, pa po mene Mandelc, če grem jaz v rudarsko šolo za inštruktorja. In jaz sem rekel, ja, potem sem šel pa za majster v inštruktor rudarske šole. Ampak potem bi se pa k sebi poklical Omahne, ne, Franc? On je bil pa vodja, ne? On je, Omahne je bil direktor takrat rudarske šole in ko sem jaz že delal en cajt v rudarski šoli za Preknape, pa so rekli, da bi poslali nekaj v tehnično šolo v Velenje. In mene kličejo, Vračeviča, ti šel v šolo, sem rekel, bi, zakaj ne. Tle imaš knjigico rdečo, preberi, drug dan pridi,
pa se boš lepo članil v Zveza komunistov, pa bo šel v šolo pol. Jaz sem pa nisem nič v knjižce vzel, nič v roke prijel, sem rekel, hvala lepa. Če nisem zaslužil, da grem jaz tako v šolo, da moram biti član Zveze komunistov, rekel, ne maram. Pa sem se obrnil, pa šel, potem smo pa poklicali, pa sem šel dalje. Pa ste šli vseeno, Vseeno sem šel v šolo. pa ni bilo treba iti Ne. v partijo. Ker jaz ne morem biti, jaz sem se crkven ženil, jaz sem otroke dal krstu, jaz sem dal v Hailu otroke, jaz sem otroke dal birmi, jaz sem vse naredil za svoje. In to nisem šel v pravoslavno vero, jaz sem šel pač v katoliško vero. Tisto, ki je bila tu v Sloveniji, ne? Tako, v Sloveniji. V Kisovcu, recimo. Točno, jaz sem to naredil. In zdaj nisem mogel, da bi šel V partijo. v partijo. Ker je res, ker si bil v partiji, si imel protekcijo. So imeli, ne? So imeli. Imeli so. Do kakšnega stanovanja prej, do kakšnega boljšega delovnega mesta, Za vse. Za In vse. na šihtu tudi. tudi, ne? Tudi za na šiht. Pa sem bil pa reševalc tudi, v jami sem bil. Katere jame ste pa dali skozi? Kisoška, ki vas je zasula, ne? Kisovška, v Kotredu sem bil sam reševalc. Ne drugega, pa Trbovlje. V Trbovlje sem šel, iz Trbovlje sem tudi šel v penzijo. No, velikokrat se sliši, da so rudarji zelo med seboj kumarati. To drži? Drži. Drži. Jaz sem lahko rečem to. Najbolj ljudje so bili pridni v Kisovcu. Pa v Kotredežu. V Trbovljih pa so manj 30% delali, 30% pa več zaslužili. Veš. Aha. Ker je tam bila uprava. Takrat smo mi pač, to je bilo združenje teh rudnikov in sedež je bil ta glavni v Trbovljih. Takrat smo šli Knjižarca, pa Senovo, pa Trbovlje, pa Hrastnik, pa Kisovec, pa Kotrež. To so bili takrat zasavski premogovnik, ni bil več rudnik Kisoveca Zagorja, to so bili zasavski premogovniki. In najbolj se je zaslužilo, pa najmanj delalo v Trbovljah. Ja, najmanj se delalo, ja. Res je. Zanimivo, ne? Ja, zanimivo, no. Ampak vidva žena sta pa tudi še delala, ne? Ja. Je potem še Matej prišel na svet, ne? 71 leta moj Matej se je rodil, takrat smo ga tudi lepo proslavili. No, ko je bil pa, saj je bil 6 let, je bil star, ko sem šel pa v šolo v Velenje. Ampak ta velenjska šola, to je bilo zanimivo, ne? Vi ste, kljub temu, da ste imeli doma družino, je bilo šolanje tako, da ste v Velenju ostali. Ostal v Velenju. Ponedeljek, torek, sreda. In četrtek sem šel domov. Potem ste bili pa vi v bistvu prosti. Lahko bi bili. Ja, jaz sem lahko bil prost. Sam mene Štejger so radi imeli, rad sem delal in rad zaslužil tudi. Pač, In ste šli delati. on so meni štimali, rekel, vračam se, greš na šiht. Jaz sem šel, nisem zamudil. Največ mi je štimal mene na šiht Milan Lipušk, Aha, še zdaj je živ. nogometaš. Tako. Pa Uranjak Edo. In vi ste prišli v četrtek domov in v službo? Mi smo imeli vsak dan šolo do 12 ur, ob četrtki smo imeli do 10, smo 10 spokali, šel domov, kosil pojedo na šiht popoldan. Pol pa v soboto, pa pet, pa nedeljo. V ponedeljek pa zjutraj, pa avto, pa smo šli pa v Velenje. Jaz, Vidic spokojni, pa Grečnik, Grečnika poznaš, Francita? Grečnik. Grečnik. In on je, mi trije smo bili tle. Šošoljci. Ja, enkrat je Franci pelil, enkrat sem jaz en teden, enkrat tako, da smo se menjali vsak teden. Ampak še nekaj je zanimivo. Še prej, ko sta z Marino nekako se spoznala, pa začela hoditi, ste išli enkrat vi kar plačati šolo. Kako je bilo to? To je... Ne plačati, Ne, upisali vpisati. ste jo. Ja. To je bilo 63 leta, takrat sem vzel ata pa mamo s seboj na morje. Od nje. Od nje. Smo šli z avtobusom, takrat ni bilo avta, tukaj z avtobusom. In Mimogrede ste takrat prvič videli morje? jaz sem takrat prvič videl morje,
Ne, jaz sem morje videl, sem bil na Rabcu, ali ata pa mama nista nikoli videla morja, Marina nikoli videla morja. In smo šli mi v Cerkvenica. Cerkvenica. Tam je bil rudarski dom, Tako. rudnik Zagorja. Prišli smo mi z morja. Ja, jaz sem imel kobi 6 dni dopusta začetek. Jaz sem pa nucal 10 dni. Potem pa ata meni je šel, takrat se je to dal, ata je meni 6 dni dopusta dal svojega, meni ga so pisali, ato so pa zbrisali 6 dni, ali. Vidim jaz pa z morja, pa kliče mene Štefka, tajnica iz Zagorja. Moharjeva Štefka, ne vem, poznaš, ne vem, glavno Moharjeva Štefka, naj bila res v redu ženska, pa to. Je rekel, Vračevič, ti imaš še 6 dni dopusta, kako? Ja, je rekel, zdaj je prišel tak zakon, 3 leta si bil rudarski, 2 leti imaš delovne dobe in po 5 letih se šolac se šteje za dopust, tako da imaš 6 dni dopusta. Jaz rekel, ata, ti dam, rekel, dobil sem 6 dni dopusta nazaj, rekel, ali ti ga dam? Ne, rekel, jaz imam dosti. A klicali ste ga pa ata? Ja, Pa mama. ata. Ker to so bili moji starši, jaz Ja. nisem imel drugi, to je bila mama, to je zlata mama, zlata ata. Ja, in jaz pridem, vzamem časopis, Delo, takrat so bili sami oglasi, ne, in piše administrativna šola, Roška cesta 19, Ljubljana, 2-letna ali pa 1-letna. In jaz, Marini, nič nisem povedal, jaz grem v Ljubljano, najdem tisto cesto, upišem, pač vozel Marija, letnica ta, vse. Pravijo na mene, ja, Vračevič, zdaj pa tako, šola se bo začela za 1 teden, zdaj samo kdo bo šolnino plačeval? Sem rekel, jaz bom plačeval, rekel, kako? Rekel, ona je Slovenka, vi ste pa Bosanc. Jaz rekel, ljubica, da ona meni šol naredi, kaj če vas bo stila? Rekel, ne čudga, stila, rekel, samo da šol naredi. In res, prijem jaz domov, če se še modil, se rekel, Marina, da to odpoved, no, potem sem se pa malo skregala. Ni hotela šolo, ni hotela šik, da je šla v šolo. Ne bom šla. V tem momentu, jaz pa sem silo poznal Grošelj, pokojno ne počiva v miru, je bila na Kadrovski. Kje? Elektroelement. Elektroelement. Silva moja, rekel, Marina bo šla v šolo, a bo dobila šik v pisarni, to. Drug dan, ko pride v šolo, naredi spraševal, prinese bo dobila in tako je pa tudi bilo. In Marina je potem hodila v šolo? Po moja Marina šla v šolo. 2-letno? 1-letno. 1-letno. 1 let, 2 let naredila. In naredila 2 leti? 2 let naredila. In je bila v Ljubljani ali V Ljubljani. Se je vozila? V Ljubljani se. En teden sem moral z njo hoditi kakor z otrokom. Res, ni se znajdla, to je, nikoli ni bila v Ljubljani. In moja lepo žena šolo naredi, zaposli se na keramiki. Jaz, tudi 90. leta, smo prišla, lepo naredila, jaz grem v penzion. Pa jaz grem, sem pač šik, mi smo mogli nadzorniki se preoblečiti, do 1:30, da smo imeli raporte, ne. Potem sem se oblekel, pa se jaz še grem kje v pisarno, sem rekel, punce, a bi lahko vi meni preračunali, koliko imam še do penziona? Je, kaj pridi jutri, boš vse zvedel. Spet drug dan jaz pridem, pa ona meni pravi, Vračevič, tako je. Zdajle, če greš, imaš dost. Imaš star dopust, nov dopust, nadure neplačene, rekel, zdajle, če greš. In jaz se oblečem, pa grem. Nisem šel več v jamo. A nič več? Nič več. Niste nič razmišljali, da bi... Nič razmišljal, dosti imam jame, kam bo jaz tam rinil nekam. Pa ne se kjer naredi, pa ne kjer ga delal so bili, pa ne koga. In jaz sem šel. Marina pa bi mogla, pa na keramiki je prišel, ker ima 30 let delovne dobe, mora stiti odpravnino, vse, regres, tole, keramika kupi 5 let, lahko gre v penzion. Pa prije meni pravi, Bojo, a veš, da za tisti let, ko sem bila v Ljubljani, mi zdaj manjka, kva? Je rekel, tako pa tako. Jaz pa sem šel, pa sem dobil gor iz Šemnika
Prosinc je prišel, da so mi šli podpisati, da je delala ona pri njima 1 let, Aha. dobim račun za tisti let, še zdaj imam tisti račun dol spravljenega, 10 let pa 8 dni jaz plačam, moja žena v penzijo. Tako da smo šla skupaj začela delati, skupaj penzijo. 90. leta. Ja, 90. Aha. On je mogel še do 91. tam v spomladi, glavno, jaz sem šel prej, ko sem imel toliko ur naprej, ona je pa šla pol v zapet. Tako da smo šla skupaj. Lahko rečemo, v skupaj penzijo smo šla. No, malce preskočiva, malce nazaj, ste se vi še potem, ko je mama umrla, ste še kaj vračali domov v svoj rodni kraj? Imate še kakšne stike? Je še kdo živ? Imam. Jaz sem takrat sa 2 brata bila, ostala, ko je mama umrla. To se pravi, točno prvič sem peljal mojega 72. leta, ko sem kupil si avto, sem peljal v Bosno hčerkico, žena, ata pa mama. So šli prvič v Bosno na obisk. Aha. In to smo preživeli 1 teden, po pa vsake 2-3 leta smo pač hodili, nisem to, samo smo se dopisovali pa to slišali. Zdaj pa, ko je bila pa vojna, to je bilo pa hudo. Je bilo pa hudo, ne? Zdaj nismo pojeli. Zdaj še z bratom s tem zastopimo, en mi je brat umrl, ko je bila vojna. Med vojno. Ja, med vojno, tale pa je preživel. Imate pa kontakte še? Imamo vsak mesec, mi slišimo. Tudi pride kaj v Slovenijo? On so bili pri meni, jaz hodim dol, samo leto sem mislil jeti, pa se ni dalo. Ta situacija, ja, ne? Taka situacija, ker rad vozim. Aha. Rad vozim in meni ni težko voziti. Meni pravim včasih Matej, a ti boš izdržal? Manj sin je rekel, ne skrbeti, rekel, jaz bom izdržal. Aha. Tako da imamo smeri stike z njima. Skozi lepe, ne? Ja. No, ko ste omenili vojno v Bosni, ko je razpadala Jugoslavija, je bila pa seveda najprej vojna tudi v Sloveniji. No, in vi ste veteran vojne za Slovenijo. Jaz sem veteran, sem prvič me niso hoteli vzeti. So me imeli za Srbijanca, pač da nam ni važno. Mi smo dobili, poklican smo bili, ne? Ker jaz sem, ko sem prišel iz vojske, jaz sem imel rudniški vod. Jaz sem bil vodja rudniškega voda. Skozi. In pa je pa imel drugi, jaz pa z tega svojega, glavno sem bil jaz v rudniško vodo. Ko pa je tista vojna, ko so poklicali, dobim jaz, da moram jeti zaklonišče, v cerkvi zaklonišče Mirkat. Aha. Ta je bil zaklonišče za to je tisti za ljudi, kraj. zaklonišče tam za ljudi. Takrat je bil Čampa, ne? Jože Čampa, tako, duhovnik. Točno. In jaz meni sem rekel, mene ste dali kot Čampeta Mirkat, da se rekel, nič videti. In ker je bil pa tale, da mi pomagi, ko je bil direktor potrošnje. Aha, Polanc. Polanc, on je bil pač takrat, kot je bila tale civilna zaščita v krajevni skupnosti Kisovci, on je bil pač glavni, jaz sem bil njegov namestnik in meni se je čudno zdelo. Vse so klicali, ko je bil v dvorani Zbor? Da so mene niso dali. Kje? Tja. Ja. No, pa sem pač izvedel, da se bojijo, ko sem Srbijan, niso me hoteli vzeti k sebi pertike. In drug dan so oni mene vzeli k sebi, pa so prišli, da so videli, marsikjer šli, ko so bili poklicani, so pobegli, jaz sem pa lepo šel, Čampeta Mirkat. Ja. In ko je bilo pol? Pol je pa še mojega Mateja, Pob, je rekel, Matej, res tvoj oče hotel vodo zastropiti. Po Kisovcu? Ker oni ljudje se niso zavedali, da je moj dom Slovenija. Moj dom je Kisovec. Jaz v Sloveniji živim. Vi ste se samo rodili v Bosni? Ja, jaz sem se sam dol rodil, ne drugega. Ker jaz Bosno nisem nikoli pogrešal. Pa še danes ne pogrešam. Za vas je zdaj domovina Slovenija? Ja, moj dom Slovenija, moji so otroci, moji so vnučki, moja žena, starši so bili. Že prav vnuk bo, ne? Ja, vem, no. Ja. Tako da. No in potem ste šli. Pa so me pa vzeli.
No, potem so mi pa priznali, so mi tudi za veterana, so to, nimam problema. Ste si uredili status? Uredili se, ja, vse so tako. No, in če zdaj gledate v teh 30 letih Slovenije, je to, kar smo si želeli? Kako gledate na razvoj Slovenije v teh 30 letih? Tako je. Bosna je bila za Slovenijo 100 let, mislim, napredna. Bosna je bila za Slovenijo 100 let ozadje. Zdaj se pa spet poveča, tudi zdaj je Bosna za 100 let za Slovenijo. Čeprav naši ljudje mali jamrajo, nismo več, mi smo v Sloveniji, smo res pridni, smo delovni smo. Jaz ne morem še Slovenijo všimati. Imaš ljudi, dobrih, imaš slabih, imaš kukar je. Ali, kar se tiče... Ste zadovoljni? Jaz sem zadovoljen. Jaz sem imel zmeri srečo in kar sem dosegel, zmeri sem eno stvar dosegel, če sem prosil. Ker naši ljudje, ko so prišli iz Bosne, oni so vedeli, kakva je njihova pravica, kaj zahteva. A sam marsikaj ni vedel, kaj je njegova dolžnost, da ti moraš tudi biti priden, da ti moraš ubogati, ne moraš ti vedeti, da moja pravica je tale, dolžnost tudi moraš poznati, kakva je dolžnost. In vi ste tudi dolžnosti poznali? Jaz sem poznal, dolžnosti so tako. Imeli ste pa srečo, ste dejali, no? In ena izmed teh srečnih odločitev je bila tudi tale Čebelica, ne? Ta Čebelica. To je sicer dom čebelarjev zagorskih. Ampak kako je prišlo, da ste to vi nekako najem vzeli, pa potem sinu dali? Kako je bilo? Matej, takrat, ko je prišel iz vojske, ni bilo šihte, se veš, 91. leta, takrat je začela tale vojna naša, pa to ni bilo šihte, so odpuščali keram, on je naredil tisti 6 mesecev pripravniško, ne? Za stromarje. Za električarja. Ja. In pa jaz sem šel Lazota prositi, Lazo, ne mi ga zdaj marca klicati, vojsko, da mi ga pokliči pol septembra. Ker takrat so bili v Sloveniji naši, če si ti začel delati, če ste poklicali vojsko, prišel iz vojske, tebe čakal tvoj delovno mesto. Morate pač vzeti, jel da? In Lazo je rekel, v redu, pa mi ga ni hotel poklicati. Kliče mene Marina, jaz sem imel takrat telefon, nobeni telefon je imel kisel, sam jaz sem ga imel, pač na šokt. Pa kliče mene Lazo, Marina reka, Vojo, Matej je samo 4 ure naredil šihta, 12 jih je bilo, vsi morajo jeti domov. Ne bo jih vzeli več. Jaz tisti dan Lazotu, pa sem ga lepo prosil, da jim Lazo pomagam. Ne morem, kako da jih zdaj pomagam. Rekel, da ga v Tuzlo, da imam blizu brata. Da ga v Sarajevo, tu blizu Tuzle je. Rekel, sam ne mi ga dati na Kosovo, ali pa dol na konc. Bojo ne morem, dobro je. Probal bom in moj Matej čez en teden gre k njemu, pa pride, rekel, ati, v Maribor grem služiti vojsko. A res, no? Tukaj je ustregel. Vsakamo, nikoli ga ne bom pozabil. Ker mi je obljubil, ko sem ga prosil, da me da v Sloveniji, ko sem Marino nosečil, ženo, Zinči, je rekel, če všemo sina, pa ti mu sina da v Sloveniji služiti. Dočakali smo, da ga on da služiti. Lepo. In tako, da smo mi... Potem je pa prišel Matej iz vojske in... Potem pa pride Matej iz vojske, šihta ni bilo. Potem sem pa jaz slišal za ta dom. Takrat sem se zjokal, nisem prej nikoli jokal, takrat sem se pa zjokal. Brodar Jovilčk je hotel da prošnjo, da bi jemu tlele njegova žena delala tele nudlice. Košir je jemu prošnjo, da bi jemu slasečarno. Ta Košir, ko je samomor naredil tle gor na Miši. Jaz sem pa dal pa za Čebelcu, da bi imel pizzarijo. Decembra meseca so imeli občni zbor, kličejo nas, Kolenc Dušan bil predsednik, rekel, da bomo mi tele 3 pač odpraviti, ne, pa bomo mi nadaljevali občni zbor naš.
Potem sem pa rekel mojim sinu Mateju, rekel, Matej, ne bo nič, vidiš, Viljev na občini, Koširji so bili kapitalisti, bogataši. Rekel, tvoj ate pa Bosanci, kje bo meni, kje da? Bome se da tako. Prvo so prebrali za Vilčka, ko da prvi prošnjo. Ne vem, če jih je 5 roke vzdigli. Bilo jih je pa 80, nikoli ne pozabil, 80 jih je bilo. Potem, ko so pa tegale, Koširja. ja, Koširja, še manj. Ko so pa rekli za Vračeviča, da bi imel pizzerijo, vse, lahko reče skoraj vse v roke luft. Takrat sem se pa zjokal. Jaz sem imel neki denarje pa šparanga, ko sem, dobro, imel sem penzione, imel sem denar pa šparanga neki, zmenili smo se, to moram narediti, tle ni bilo nič, tako pa to odločil. To ni bilo nič, to je bila tako taka hišca v puščavi, čebelarski dom. In smo mi prejemni dol, kuhinjo, skladišče tam naredili, te štenge so bile narejene, ko so zdaj. Tu, kjer sediva, tega ni bilo. Ja, tle so, nič ni bilo tega, tle ni bilo nič, tle je bilo terasa, samo štenge dol. Potem smo mi to zjutraj, potem smo se pa naročili šank, ne moremo šank spraviti, ker ne moreš ga kam krožiti. 4-metrski šank dol zdaj. Tako da smo bili primorani še tele štenge narediti, da smo ga z tega konca naravno zdali v Dolžebelj. In mi smo to naredili. To je bilo še na vas pisano. To je bilo vse na mene, pač. Jaz sem to prevzel, vse. Potem pa pravi Kolenc, Dušan pokojni, pravi, manj me skrbi, ko je premlad, ko sem rekel, da bo to jemo sinek. No, potem smo šli pa prepisati v njegova ščeka Natarka je, ne, v Trboli. Potem smo mi šli tole prepisati, pa pravimo meni, ja, Vračevič, mene skrbi, da ne bo kakva brznica tlele, ko je otrok premlad, ko bi 21 let star, no. Se rekel, jaz imam pametnega otroka, jaz sem še tlele, ne treba ne skrbeti. In potem smo pa mi to prepisali, zalaufali. In čebelica laufa. Iz začetka je bilo težko, kakor posod. Kakor posod je bil začetek težk. Potem smo pa mi zala, še danes, hvala Bogu, čebelica laufa. In so pice znane po celi Sloveniji. Po celi Sloveniji. To je tista stvar, ko moj Matej ni še spreminjal nobene kvalitete materijala. Ja, od prvega do zdajšnjega dne je isto. Ja, eto, sem prinesel mu sir nariban, Matej, polovico cenej, kaj ime tega. Prinesel so klobase, ni, drž se tegale. Ja, in evo ga, vidiš, kam smo prišli. Ja. Res, da je letos malce ta korona kriza, ampak Matej se je že v tistem prvem valu kar znašel, je bila ena prva gostilna, ki je dostavljala dom. Se pravi, najdo se. In smo bili veseli, da lahko pokličemo. Evo ga, zdaj, ko smo v petk, vse pravo. Ja. Nismo štroma imeli. Je bil pa bograč, ne? Bograč je bil. Ampak en dan prej skuhan, ne? Ja, en dan prej bograč. Skuhali, 70 porcije zmanjkalo grdoč. Zdaj pa ščejo jed, zdaj pa kličejo, da je še en teden, vsak petek, da bi jo bograč. In? Še bo šel pa te ljudi mu strešiti. Bo šel, ne? Ja, bo šel. Torej, da ne bojo samo pice, ne? Ja, se pravi. To je samo zdaj, ko je ta kriza. Mogoče se bo pa še potem prijelo. In tole smo šli v tole razširiti, potem smo šli pa tole hodnik, potem smo čebelari, vsaka čast. Kakor se mi zastopimo s čebelarmi, ne vem, če se kaj tako. Je sobivanje, ne? Res je. On in Matej, se so nam tudi, samo Matej je skozi financiral, ali so mu računali od najemnine, da ni treba toliko najemnino plačati. Tukaj glavno to imajo dobre kolegijalne odnose. No, Matej je šel pa, vaša družina, lahko rečem, je šla pa še naprej. Lansko leto se mi zdi, da se je začelo podirati tam v zadnji za Petrolom. Bo pa nastalo, ne vem, kaj bo tam? Nekaj že stoji? Nekaj stoji, nekaj še. Jaz sem tako pravim, kakor jaz tam malga, zdaj, ker, zdaj, kar smo delala, mi dva smo skupaj delali z Matejem. Če smo ga
pač nekaj narobe, oba smo bila kriva. Ne sta rekel ti, ati, ti, ali jaz sem. Zdaj pa tole, recimo, zdaj ta mali je tukaj star, jaz sem pa še starejši. On je rekel, ati, jaz bom tole dol kupil. In je res kupil. Na staro hišo, ne? Ja, tisto staro hišo, to parcelo, vse. Zdaj to. Je rekel, bom probal narediti kozovs, da tle nobenih ljudi ni za okcent, da ni tla placa, ne moreš narediti za 80 ljudi, pa 90 ljudi. Bom naredil za piknike, da tudi ni bene stvari. To je zdaj malo tale Kriza, korona kriza. Ja. Rekel, bom pa naredil pa še ne hiške take, da se za prenočiti, za žakuzom, pa take stvari. Tako da bodo žakuzi, savne. Ja, tako da bo. Pa lahko bojo tudi družine naročile tiste hiške, ja, naročile odprte, ja, kuhinja, zunanja, ja, vse. lepe klopi, mize. A ni lepo narejen? Res je lepo. Vse naši gledalci vidijo na posnetkih, sem jaz nekaj teh fotografij prej posnel. Mimo bo šla pa kolesarska steza, ne? Nismo mogli vedeti, da bo, poj so pa zdaj prišli. Sam oni bojo... Delček vaše zemljišče. Oni bojo nam šli v strego, on pa neki nami, tako da bo spet Matej rekel, ne bo staza, ne bo, no. Ne bo. In bo to spet verjetno sobivalo. Seveda bo. Bo taka kolesarska reklama. Ja, bodo videli, aha. Se pravim, glavno mora še narediti le od keramike kupiti tale zemljo, samo izgleda, da je občina kupila, bo tako, da bo ji dali, da bo vhod razširil tam, ko se vleko nam. Pa Matej ima v planu, da bo tam še naredil parkir prasa nekaj. To ima vse v planu počas. No, če mu je to uspelo, mu bo tudi... Tako da letos so podpisali spet za 10 let pogodbo. Čebelari so malo jih skrbeli, da ne bo Matej zapustil. Pošel pa že Matej malo v penzijo, ne? Ja, vse bo še delal. Morava pa še kakšno reči tudi o vaši hčerki. Ona pa je bolj moja letnica, sicer malce mlajša, ampak smo pa kar velikokrat bili skupaj in ona je bila tista, ki nam je na raznih veselicah prepevala, v raznih ansamblih. Zelo dober glas, je glasbenica. Ja, res je. Ne vem, ima to po vas, vem, da vi radi plešete. Tako je, bolj ima po mojih žlahti, mečkar ima bolj dole. In Matej je cevata. Ali ta mala je tudi. Samo ta mala je skozi, pač nadarjena bila s tem. In ona je v glasbeni, mislim, jaz sem jo upisal v glasbeno šolo skupaj z Mileno. Obrezetovo. Zdaj Holčevo, ne? Ja. In pride meni, reka, ati, jaz ne bom šla v glasbeno, jaz bom šla v tehnično šolo. In šla v tehnično šolo v Trbovlje. Je bila je v Trbovlji delala, glavno tehnično šolo naredila je. Potem pa dobila pa ta sam interval in s tem se tudi ukvarjala. In tam je bila solopevka, ne? Ali, kar se tiče mojih otrokov, zlate otroke ima, vnučke zlate ima. Čakate pravnučka, ne, smo slišali? Ker mi družinsko delamo, mi smo skupni, skozi smo skupni. In svojega šohta ne morete zapustiti, ne? To je moj dom, prišel sem in to je moj dom in to v mojem domu ostal do smrti. Res. Pa čeprav ste nekaj časa tudi v bloku živeli v Kisovcu, ne? Nisem mogel v bloku živeti, ker sem prvič zaživel pri mami, pri atu in mi se je dopadli in nisem mogel v bloku preživeti. Res. In ste šli nazaj? In sem šel nazaj, sem dobil stanovanje, je bil en kreft, ženo se ločil, jaz sem tisto stanovanje dobil, razširil ga, tako kako je zdaj Tiričevo tisto stanovanje. Do zidu, razširil, zrihtal, bolj. Njemu dal sem Mateju, to je tvoje, od mame sem kupil stanovanje Inči, to je pa tvoje. Vsakom otroku sem nekaj, nisem delal razlike nobene med otrokom. Ne delam razlike med vnukom nobene. Kar dobi en, dobi drug. No, pa še nekaj je zanimivo, ne? Jaz vas pogosto vidim vaju ženo, Marino, ko gresta po Kisuškem parku z roko v roki, kot mlada zaljubljenca. Tako je. Midva, ne da bi zdaj to ni hvala, ali midva se res rada imamo. Se posod pride neki. Seveda. To ne moreš, noben ne more reči, nisem si jaz z mojo ženo skregal.
če ne, zaradi otrokov. En je bolj strog, en je manj strog, kakor je zdaj. Ali ljubezen pa je od prvega dneva. Od prvega dneva je naša ljubezen in bo ostala do zadnjega dneva. In se lepo držite za roke in greste, ne? To je interesantno, viš, mi ko gremo spat, to ni, da bi se rekel, smijati je ali. Mi dva ne moremo zaspati, da se za roke ne primemo, pa se drugo obrnemo, pa za roke držimo, pa zaspimo. Ni še bilo tega. Vojo, naj bo še dolgo tako. Upajmo še 20 let, pa kar bo pa bo. Hvala vam, da ste z nami delili svojo življenjsko zgodbo. Ja. Čeprav je bila težka, je lepa. Lepa. Ali to je resnična zgodba in to 100% resnična zgodba, ni gor, ni dol ali resnična. Taka kot je, tako kot piše življenje. Hvala. Ja. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Srečno, Lego.